Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o strahu pred ljubeznijo. Kdo bi si mislil, da človek lahko ima tudi ta strah? Vam povem zgodbo. Nekoč je bila z mano na delavnici ena gospa, za sabo ima dva zakona in sicer obakrat je bila poročena z alkoholikoma. In se bi človek rekel, kako je to možno, da najdeš prvega alkoholika in potem točno to, kar nočeš, najdeš tudi v drugem možu. No, v glavnem, in zdaj ima na pragu tretjo, oziroma takrat je imela na pragu tretjo ljubezen in logično se je ustrašila. Če ne počistiš, pomeni, da dobivaš enake, menjajo se samo imena in priimki, ampak lekcija, dokler jo ne narediš, se ponavlja. Tako da prva stvar, strah pred ljubeznijo. Še prej vam moram eno zgodbo povedati, kaj se je meni danes zgodilo. Šla sem končno menjati gume. In moram po slovensko govoriti, pnevmatike, te zimske gume sem dala dol in seveda, ker so menjali, sem šla na kavo. In ko naročim kavo pa limonado, se veste, če si samski, nekateri imajo problem dejansko iti v gostilno sami in si naročiti kavo. In se usesti zato, ker se imajo radi in se cenijo. No, v glavnem, jaz naročim kavo, limonado, se usedem na sončka in potem sem morala iti na WC in je za mano sedel en gospod, sam je bil. In rečem, gospod, dajte samo to, če kernarca pride, da mi ne pobere, jaz sem šla samo na WC. No in pridem nazaj in je želel klepetati. Ja, klepetati, sem rekla, nimam časa, se pripravljam, sem tukaj, bom delala, ampak vseeno je hotel klepetati. No in na koncu je rekel, a bi se midva mogoče dobila na kakšni kavi? Ne, mene zanima. In seveda sem videla, kam pes taco moli. In takoj je preveril, če sem samska, se itak pogledajo prstane, a ne. In potem sem pa še isto vprašala, gospod, pa ste vi samski? Je rekel, ne, sem poročen. Sem rekla, glejte, jaz nisem za nobeno avanturo, me ne zanima. In še na koncu, ko je odhajal, je rekel, ampak jaz imam toliko velike energije. Sem si mislila, ti prasec hočeš priti do moje energije, jaz jo imam še več. Je rekel, sem začutil, da imate veliko pozitivne energije. Normalno, da jo imam. V glavnem, glejte, ženska, ki se ceni, pa tukaj ravno tako moški, ki se ceni, ne bo svoje življenjske energije razdajal. No, in predvsem spolni partnerji se zakodirajo na maternico in ostaja tam energija dejansko celih 7 let. Samo, če imamo vmes, recimo, da menjate enega partnerja, pa skočite iz enega odnosa v drugega, iz drugega v tretjega, dejansko svojo življenjsko energijo, sveto energijo napajate vse partnerje za nazaj. Saj vem, zdaj vam mogoče nekaterim strižejo ušesa, preberite si knjigo Vrnitev vračev, oziroma Prehod vračev in tam noter boste točno našli, jaz sem pa pisala tukaj noter, ključne zadeve, ko imajo duše žur. V glavnem, 7 let ostajajo zakodirani spolni partnerji na maternico in se napajajo z našo sveto energijo. Ženska napaja z energijo moškega, ne moški žensko. To moramo razumeti. Se pravi, ženska, ki se začne zavedati, da ima svojo sveto moč, jo zlepa ne bo nekomu kar tako podarila. Sploh pa ne za eno noč. A veste, ker se preveč ceni, da bi si nakopala spet novo pijavko, ki jo bo sesala s to svojo, ki bo presesana na njeno sveto moč. No, pa danes me pa poklicala ena gospa in je čisto navdušena nad knjigo, ko imajo duše žur. In ona pravi, da dokler ni prišla do strani 202, kjer govorim, kako zdravilno molitvijo dekodiranja počistimo zastalo energijo v maternici, je bila neprestano utrujena, brez energije, brez volje do življenja in predvsem kar naprej jo je klicaril nek bivši partner
in ji ni dal miru. In ko je ona začela delati zdravilno molitev dekodiranja, ona se je tega moškega rešila na energijski ravni, ampak rešila se ga je tudi na fizični ravni. Zdaj pa pomislite, kako lahko vi dejansko zastalo energijo v maternici počiste. In ko boste to naredili, vam ostaja naenkrat ogromno energije. No, zdaj pa spolna čakra. Spolna čakra je pa povezana, zdaj pa gremo na čakre, ko imajo čakre žur, je pa povezana s tem, kako jaz gledam na sebe kot spolno bitje. Se pravi, če imam jaz prepričanje, da ljubezen rani, ali pa da v ljubezni so vedno vsi ranjeni, ali pa partnerski odnos te vedno pripelje do bolečine, ali pa slovenski pregovor, ki pravi, zakon je križ namazan z medom, ko poližeš med, ostane samo še križ. Hvala lepa za tak zakon. Glejte, to je brez veze, če to verjamete, da zakon je trpljenje. Jaz verjamem v to, da v zakonu ali pa v partnerskem odnosu uživaš, dokler je lepo. In ko ni več lepo, ne da hodiš na terapije, da se trudiš za odnos, da bo speljal, ampak če ne gre, enostavno se pogovoriš, se zahvališ za vse lepo, zaradi tega, ker če bi takrat znali, takrat, ko se začne kriza, znali reševati zadeve, tudi če bi šel odnos narezen, bi dejansko ostali lepi spomini. Na žalost je pa po večini tako, da se potem toliko časa mučimo v nekih odnosih, da vse tisto, kar je bilo nekoč lepo, enostavno prekrije prah zadnjih let, ki je sama drama. A ni škoda? Glejte, nenazadnje sem bila 25 let v odnosu, in vem, kako izgleda, in sem hvaležna za lepa leta. Na koncu koncev je bilo lepo, ko so bili majhni otroci. Glejte, jaz imam 3 krasne hčerke iz tega zakona. Ampak je prišla točka, in jaz si predstavljam tako, bila sva v Ljubljani na peronu. Se pravi vlak, ampak usedla sva se na 2 različna vlaka. En je pristal v Rimu, ta drug pa v Rusiji. Ampak toliko daleč, da sploh ni več možna komunikacija. Ni nič hudega. Dokler sva bila skupaj na isti progi, je bilo lepo. No, zdaj pa pol naprej, smo ranjeni v ljubezni, si rečemo nožu srce, in če se vrnem na začetek te zgodbe, gospa, ki ima 2 zakona za sabo, in oba 2 zakona čista tragedija. No ja, sigurno, ima otroke iz prvega in iz drugega zakona. Pa vam še povem še eno zgodbo. Ena gospa, ki jo poznam, 1. zakon katastrofa, 2. zakon katastrofa, 3. se je pa ona zaobljubila, jaz se ne bom več poročila, in je srečala sanskega moškega. Ona 2 sta tako cvetela skupaj, jaz, ko sem jih videla, wow, veste tisto, ko energija seka. Enostavno ona se je pomladila, ona je bila pri 50 letih, je izgledala smrkavca. Res je izgledala vitalna, saj veste tisto, seksipilna, enostavno nekaj je izžarevala. In jo je večkrat zaprosil za roko. Dajva se poročiti. Ne, meni je v redu tako, jaz se ne bom več poročila. In se je zgodilo, da je on umrl v prometni nesreči, in njegovi otroci iz 1. zakona so enostavno pobrali vse. Ostala je brez vsega. Tako da v bistvu, kam jo je pripeljal strah pred tem, da bi se vezala. Mnogi rečejo, kaj bojo pa ljudje rekli, 3-krat sem poročena, joj, groza. No, zdaj pa pojdimo nazaj na to prvo zgodbo. V glavnem, tista gospa, 1. zakon katastrofa, 2. zakon katastrofa, je pa spoznala preko Facebooka nekega gospoda
v drugi državi. In sta se potem srečala in je zanimivo, ona se boji. In verjemite mi, tudi ta gospod je prestrašen in se boji. Oba dva ranjena in nihče ne govori o svojih čustvih. Zato, ker je bolj varno ostati zaprta školjka, ker zaprta školjka je vseeno varna. Če se odpreš, je tukaj noter sicer biser, ampak je bolj varno biti zaprt. In bolj kot zapiramo svoja čustva, manj možnosti je, da se odpremo ljubezni. Zato je tako pomembno, da gremo počistiti in zdaj gremo na, ko imajo čakre žur. Strah me je ljubezni, strah me je staranja, strah me je življenja, strah me je biti ženska. Vse te strahove je potrebno počistiti, potem naprej. V podzavesti nosim potrebo po razdajanju, se pravi na en način koda prostitutke. Vse bi naredila zato, da me bo nekdo imel rad, ampak tudi če skoraj nič ne dobim nazaj. No in vse kode, ki so tukaj pri srčni čakri, se pravi, tukaj piše o sebi, imam mnenje, da sem slab človek, zaslužim si kazen. Pa recimo damo ime, občutim krivdo, ki je povezana z enim od prejšnjih življenj. In tako naprej, v glavnem, dokler ne gremo počistiti temeljna prepričanja, ki nas bremenijo, toliko časa enostavno ne moramo zaživeti. Recimo tukaj pri srčni čakri, srčna čakra se hrani z našo srečo. No in če se zdaj spet vrnem na to, da ostajamo zaprta školjka, pa ni varno se odpreti, ker me je strah, da bom spet ranjena, kako bom žarela od sreče. Enostavno ne morem. No pa glede tega strah pred ljubeznijo. Včeraj sva pa s hčerko gledali film Brezčasna Adeline. To je pa v bistvu zgodba o ženski, ki enostavno se je nehala starati in ker se je bala, da bo nekoga zgubila, je zapustila zaročenca, je potem drugič, vedno se je zaprla, bežala. No, zdaj pa očitno sem jaz mogoče pri sebi pritisnila na neko točko ali pa se nekaj čisti, zdaj bom kar probala vpriča vas, da vidim, strah me je življenja, strah me je ljubezni, potrebno imam nič od tega, Bog se ga vidi, nekaj se je izčistilo. V glavnem, kar se tiče beg pred življenjem, ta gospa je bežala pred življenjem zaradi tega, da ne bi bila ranjena. In jaz sem prepričana, da življenje je pustolovščina. Ampak druga stvar pa, tako kot je meni rekel tale gospod danes, sem rekla, glejte, v štartu odpade, imate vezo in me ne zanima. Je rekel, imate pa visoke standarde. Sem si mislila, prasec, kako lahko sploh pomisliš, da bi jaz pristala na to, da bi na tvojo energijo pristala, ne? Normalno, da imam visoke standarde, zato ker zdaj pa končno se imam rada in se cenim. In ne moram pristajati na manj, kot mi pripada. Se pravi, moški, ki me ljubi, ki bo nekoč prišel in mogoče za vse vas samske, ali pa tiste, ki ste ranjeni v ljubezni, napište si, moški, ki me ljubi, je. Čeprav ga še ni tukaj, napište. Pod prvo napište to, da ima urejene družinske razmere. Se pravi, z mamo, to je prva zadeva, ker verjetno si ne želite nekoga, ki je priklopljen na mamino Jožko. A je to tako? Recimo, če ima bivšo partnerko, se pravi z bivšo ženo in z otroki. To je zelo pomembno, da ima urejene odnose, zato da ne boste vi spet neka psihoterapevtka, ki boste imela vedno odprto naročje, pa boste ujčkala, pa bo enkrat imel slab dan, pa se bo zdaril na vas. Sploh moški, ki nima urejenih razmer z mamo, odnosa z mamo, ki ima tiho zamero do mame, bo potem posplošil in v bistvu to jezo do mame usmeri v vas. A si želite biti, ne vem, kaj je to, strelovod? Verjetno ne. Zato, ker se imate radi in se cenite, pač želite imeti lep odnos.
Se pravi, pojdimo naprej. Moški, ki me ljubi, je. No, kaj še? Prijazen, nežen, sočuten. Moški, ki me ljubi, govori o svojih čustvih. Moški, ki me ljubi, mislim, zdaj vam jaz povem, kaj imam jaz na mojem seznamu. Sigurno to, da ne bom več pristajala na to, da zalagam z denarjem moškega. Ne več. Zaradi tega tukaj je pa Elena Seničar lepo nekoč povedala, ženska, ki želi imeti lep partnerski odnos, ne sme nikdar svojega denarja posojati moškemu. Zato, ker veste, nastane tako, ja, saj ona ima, saj ona bo zaslužila, saj ona poskrbi. Halo? Ne? Jaz sama sem si enostavno rekla, moški, ki me ljubi, pač mora imeti toliko denarja, da me lahko pelje na večerjo. Ne, da on gleda, a bom jaz mogoče plačana za oba dva. Sem že to delala, nekoč. Pa ne bi več. Tako da v glavnem pomembno je, da razumemo, da ko se začnemo ceniti, ker če se zavedamo ženske tega, da smo mi boginje na zemlji, ustvarjalke nove dobe, ob meni je lahko samo nekdo, ki je Bog na zemlji in se zaveda svoje vrednosti. Ne more biti nekdo, ki ima na sebi še vedno energijsko plenico in bi rabil vsake toliko časa, da mu jo zamenjam in po možnosti, da ga še malo podojim. Ne bi. No, zdaj vam pa povem še eno zgodbo. Nekoč, a veste, zdaj, ko sem v teh letih samska, sem šla tudi sama smučat. Ker meni je smučanje užitek, meni je smučanje tako kot hitra vožnja. Enostavno uživam. In potem grem na teraso in si naročim kosilo in sedim, to je bilo pred korono, in sedim, takole zraven mene ena gospa, gospod, na tej strani pa 3 moški srednjih let, 2 očitno samska in eden nafrišan poročen z majhnim otrokom. To sem razbrala iz pogovora. Lejte, ni moglo biti drugače, kot da sem poslušala, ker so bili toliko na glas in jaz nisem imela družbe za govoriti. In on je, ta, ki je imel ženo in otroka, se pritožuje čez ženo. Da kako ne more biti ta njegova žena majčkeno bolj podobna njegovi mami. Pa si jaz mislim sama pri sebi. Mislim, tako bom povedala, kot mislim. Šit. Pi naredite. Tip je zaljubljen v svojo mamo. Kako lahko to sploh pomisle, da svojo partnerko, svojo ljubezen primerja s svojo mamo? In oni to debato peljejo naprej. In potem pa ostanejo, pa reče, prav ta gospod reče, no, gospa, to so pa najboljši sedeži tukaj na terasi, a nam boste rezervirali tale sedež. In ga pogledam in rečem, jaz imam že 3 otroke doma, ne rabim še enega. In ta gospa na desni se zasmeje. In oni odidejo, a pa prav, sem slišala, kako lahko primerja svojo ženo s svojo mamo. Zraven se pa gospod oglasi, pa pravi, ja, takele ste babe, ki jih crklate. No, in potem sta one dva imela debato in moje mnenje je, da moški, ki, se pravi oče, mož, ki ne opravi svoje naloge kot oče, dejansko porine sina v naročje mami. In tukaj je v bistvu problem, da moški, nažalost, niso več moški. No ja, eni bi skakljali in te vidim, da hitro znajo določiti, a ste samski, a ste za kakšen zmenek, in eni so prestrašeni. No, tako da, v glavnem, zanimivo je vse skupaj, jaz imam tukaj noter eno muho očitno, ki leta sem pa tja, tako da v glavnem, glejte, zanimivi so te odnosi. No, zdaj pa, če se vrnem na začetku te zgodbe, se pravi, kaj narediti v tem primeru, če vas je strah ljubezni. Prepričana sem, da je to zgodba enega drugega življenja. Ko ste bili že močno ranjeni in ko ste enostavno si obljubili, ne, ljubezen boli, to ni varno. Zato pejte počistiti, naredite zdravilno molitev dekodiranja in noter dejte, se pravi, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s strahom pred ljubeznijo. To, kar sem zdaj vdihnila zrak. Včeraj me kliče ena gospa in pravi, koliko ima težav.
in sem mi prav to svetovala, naj začne delati zdravilno molitev dekodiranja in ona je rekla, nimam časa. Prav, ne, je rekla, zidamo. Če nimaš 6 minut na dan časa za sebe, da narediš eno meditacijo, je pač pol pa imej težave. Jaz drugega ne morem reči. Zdravilna molitev dekodiranja pa ne 100%, 1000% deluje, ampak res deluje. In vam povem, kdor jo bo začel izvajati, bo počistil v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode duše, ki ga povezujejo s pomanjkanjem. In to ni važno, na kateri ravni. Pomanjkanje ljubezni, pomanjkanje na finančnem področju, pomanjkanje tudi časa, ne nazadnje, se pravi, mogoče tudi potreba po razdajanju. In ja, glejte, ko to uspemo narediti, verjemite mi, da je svet enostavno lepši, ampak je res lepši. Gremo še na kakšno karto prehodu na vodobo, da vidimo, kaj nam stvarstvo sporoča za vse tiste svetle, stare duše, ki ste pogledali tale video do konca. Se pravi, da vidimo stvarnik, kaj je tisto sporočilo, ki ga zdaj le rabijo slišati tele dušice, ki gledajo moj video, kaj je tisto sporočilo glede ljubezni, ki je prav, da ga slišijo in ozavestijo. Wow. Prav, ko sem začela mešati karte, sem videla vijolično barvo. In prva karta se je pokazala v Nebovzeti mojstri. V Nebovzeti mojstri podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. In to je vijolični žarek očiščenja in ta vijolični žarek očiščenja čisti vsa neskladja, vse temne kreacije človeških umov. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, ne bo vera. Kjer je tema, ne bo svetloba. Kjer je žalost, ne bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju, srce. In potem je odločitev. Pogumno se odločam za sebe. Roža življenja, celovitost. Podpirajo me vse vesoljne sile. 2-krat smo dobili. Podpirajo me vse vesoljne sile, vse svetle sile. Glejte, to je ljubezen do sebe. In pri ljubezni do sebe nas vedno podpirajo vse svetle sile. Prav je, da se postavim zase. Dovoljeno je, da sem močna. Svojo moč lahko izražam na ljubeč način. Sledim sporočilom, namigom, znamenjem, ki me vodijo naprej. Varna sem tukaj in zdaj. Odpirajo se mi nove poti, sposobnosti in nove energije. In naslednja je prišla prijaznost. Brezpogojno sprejemam sebe in druge. In to pomeni, glejte, brezpogojno sprejemanje pomeni, da v redu je, če nekdo babjak, naj bo, jaz to sprejemam. Ampak ena od teh njegovih ne morem biti jaz. Do sebe sem nežna, sočutna in mila. Ta moja mehkoba se odraža pri vseh odnosih. Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po meni. Pomeni sposobnost, da se na ljubeč način postavim za sebe. Se pravi, imam vso moč v sebi, da lahko izbiram odnose in lahko rečem tisto, kar me podpira, ja, in kar mene ne podpira, enostavno rečem, ne, hvala, to ni zame. Prepoznavam svoja čustva in znam razbrati čustva drugih. Na ljubeč način znam povedati, kaj si želim. No in v glavnem gre se za to, da se izražam. In smo spet pri tej školjki in ta školjka, ki ima biser noter v sebi, vsi ga imamo, vi ga imate. Ta biser, glejte, dovoljte, da zasije vse svoji lepoti. In vi samo sijte. In nekje sem prebrala, da Zemlja ne poskuša narediti vtis na sonce, ampak Zemlja se vrti v svojem ciklu in dovoljuje, da jo sonce obsije. Tako da naslednji video bom snemala o alergiji na sonce,
Ker tudi, glejte, če imate alergijo na sonce, je lahko to povezano z alergijo na moški svet. Možno. V glavnem, to je pa naslednji video, tako da uživajte. Želim vam vse dobro in dovolite, da vas stvarstvo, angeli, vaši vodniki pripeljejo tja, kjer se boste lahko v popolnosti izrazili. Ja, in mogoče včasih gremo čez tiste lekcije, ki jih moramo še prečistiti, zaradi tega, ker, veste, ne more priti nekaj boljšega, če imamo še en kup prtljage. In dovolite, da se to sčisti. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodi notranji preporod.